Dame in gospodje, himna Republike Slovenije. Dober večer, cenjene dame in gospodje, drage Slovenke in Slovenci. Dobrodošli na Akademiji ob slovenskem kulturnem prazniku. V naši sredini izrekam posebno dobrodošlico Miranu Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice. Bojanu Podkrajšku, poslancu v Državnem zboru Republike Slovenije. Renati Klančnik, direktorici Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Letošnjim in dosedanjim dobitnikom priznani nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku. Tako pozdrav pa tudi vsem vam, ki danes z nami praznujete praznik kulture. Dobrodošli. Naj uvodoma dodam, da smo za slovesen uvod v današnje praznovanje prisluhnili Danijeli Burjan in da bo današnja akademija prevajana v znakovni jezik. Z nami je tolmačka Marija Koser. Slovenci smo se vedno zavedali, da lahko preživimo le ob naši močni jezikovni, krajinski, urbani in arhitekturni identiteti. Vedno smo se zavedali, kako pomembna je kultura za obstoj slovenskega naroda. Kultura je nosilka slovenske nacionalne identitete. V njej se stikajo ustvarjanje, samozavedanje, samoizražanje, kritično mišljenje in samorefleksija. Predvsem pa je to prostor vizij za prihodnost, ki na kulturo zrejo kot na nosilko ustvarjalnosti posameznika, razvoja družbe in socialne povezanosti. Z močjo kulture smo preživeli vse težke trenutke v naši zgodovini in z njeno pomočjo postali narod in država. Slovenski kulturni praznik je ravno zaradi tega tako močan del naše skupne biti. Je praznik, ki nas vedno znova opominja, da nič ni samo po sebi umevno in da si moramo za ohranitev slovenskega jezika, kulture, gospodarske in politične neodvisnosti neprestano prizadevati. Dame in gospodje, ob slovenskem kulturnem prazniku slavnostni besedi vabim magistrico Renato Klančnik, direktorico Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Dober večer, spoštovane gospe in gospodje, cenjeni nagrajenci. Nocoj je lep večer. Predvečer Prešernovega dne, slovenskega kulturnega praznika. Slovenci kot narod edini obeležujemo kulturni praznik kot državni praznik in dela prost dan. In na to smo ponosni. Ta večer je priložnost za poklon različnim umetniškim področjem, ki so doma tudi v naši občini. Ta praznik je praznik vseh umetnosti, posameznikov, ki jih ustvarjajo, in njihovih umetniških presežkov, o katerih se dalje sliši. Umetnost je namreč tista, ki je od nekdaj oblikovala podobo našega naroda in umetniki so jo, bodisi s peresom, čopičem ali struno, ohranjali samobitno in našo vse do danes. Za tako mali narod, kot je naš, je umetnost še kako pomembna.
Slovenski narod ni preživel zaradi naravnih danosti, vojaške moči ali ekonomske preračunljivosti, temveč zaradi besede in svojega duha. Ohranili smo svoj jezik, ohranili svojo identiteto, svoj prostor pod soncem. Dr. France Prešeren, naš največji pesnik in svetovni pesniški genij, je svojo pesniško magijo slovenskemu narodu, sicer tolikokrat ponižanemu in poteptanemu, uspel vdahniti ponos in svojim idealizmom še danes navdihuje, tudi ustvarjalce naše občine. Kultura je naš skupen načrt za življenje, brez katerega preprosto ne bi obstajali. Ta kulturni načrt naših krajev dnevno so ustvarjate številni posamezniki, ki dobro v srcu mislite, kot bi se izrazil naš veliki pesnik. V naši sredini domuje izjemno število ljudi, zaradi katerih je življenje v občini Slovenske Konjice bolj prijetno, bolj toplo in bolj srčno. Zato, ker del svojega prostega časa, talenta in znanja namenjate za skupno dobro, temu, da se tukaj, kjer živimo, počutimo dobro, vključeno, sprejeto. Delujete v vrtcih, v šolah, v številnih kulturnih in umetniških društvih občine in vsako leto pripravite mnogo dogodkov, ki se nas tako ali drugače dotaknejo. Na teh poteh se praktično dnevno srečujemo in ponosna sem, da imam skupaj s sodelavci in o podpori občine Slovenske Konjice ta privilegij, da lahko skupaj ustvarjamo in krojimo kulturno podobo naše občine. Naj povzamem, z gotovostjo lahko rečem, da vsi, ki ustvarjate kulturo, neprecenljivo prispevate k višanju kakovosti življenja v naših lokalnih skupnostih. Z gotovostjo lahko rečem tudi, da umetnost in kultura pač ne bosta nikoli uspešni dobičkonosni podjetji. Ni vse denar. Precej velja tudi pokončna, kulturna in etična drža z mislijo na sočloveka. V svoji vizionarski glosi je Prešeren že davnega leta 1902 zapisal: Kodr se nebo razpenja, garati pevca brez vratarja, v njem zlatnina čista zarja, srebrnina rosa trave, s tem posestkom brez težave, on živi, vendar je brez narja. Sporočilo ostaja tudi več kot 100 let kasneje. In danes se piše leto 2018. Pomembno leto, razglašeno za Evropsko leto kulturne dediščine, ki je del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo. Obdaja nas povsod, v domovih, stavbah naših vasi in mest, bogata vera dediščine nas vabi v knjižnice, muzeje in galerije. Dediščina pa niso le najdive, dolgočasni zidovi in zaprašena umetnost, temveč njen von veje iz tradicionalnih veščin, iz zgodb in pesmi naših dedkov in babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo. Kulturna dediščina nas povezuje v svoji raznolikosti in danes je veliko bolj dostopna kot kdajkoli prej. To leto, leto najrazličnejših dogodkov, projektov in počastitev širom po Evropi, organizirani z namenom vzbuditve zanimanja za kulturno dediščino, še posebej pri otrocih in mladih. V naši občini se ponosno pridružujemo temu praznovanju. Praznovali bomo s tradicionalnimi in sodobnimi dogodki, ki bodo v veliki meri osvetljevali tudi našo bogato kulturno dediščino z namenom, da še okrepimo zavest o pomenu ohranjanja le-te za bodoče rodove. Spoštovani, želim, da bi si znali vzeti čas drug za drugega in za kulturo, si znali iskreno seči v roke in pogledati v oči, ter napolniti duše ob nikoli presahnjenem vodnjaku konjiške kulture. Prijetno praznovanje kulturnega praznika voščin. Praznujemo ga prešerno in z mislijo, da nam je prav kultura v vseh pomenih njene besede na sončni strani Alp dala temelj, da smo tu kot narod stali in ostali. Hvala lepa. Slavnostni govornici, ki jo prosim, da ostane z nami na odru. Na oder pa vabim Miran Korinška, župana občine Slovenske Konjice, da skupaj podelita priznanja ob slovenskem kulturnem prazniku za uspehe dosežene na področju kulturne dejavnosti
dejavnosti za leto 2017. Pa začnimo. Spajanje. Le v sanjah lahko rišem in pišem naenkrat. Beri moje sanje, bralec. Aleš Jelenko. Konjičan, ki zadnja leta živi v Ločah. Po izobrazbi magister menedžmenta, v prostem času uspešen literat in fotograf. Na literarnem področju je izdal 4 pesniške zbirke, od poezije do sanj, Ko duša vidi, Kontejner in Prvinska govorica. Leta 2010 je izšla njegova strokovno-filozofska knjiga Spopad z moralo, razmišljanja o pomenu moralnih vrednot. Je 2-kratni finalist Uršljan Festivala mlade literature Urška Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, zmagovalec Mentorjevega feferona za najboljšo protestno pesem in družbeno satiro, finalist pesniškega turnirja založbe Pivec, zmagovalec literarnega natečaja Duško Trifunovič in zmagovalec mednarodnega natečaja Janoš Siveri v Novem Sadu. Te dni odhaja v Rim na festival Ritrati di Poezija, kjer je zmagal na Evropskem pesniškem natečaju. Jelenko je idejni vodja literarnega festivala Spirala Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Je urednik istoimenske literarne revije, področni urednik za poezijo pri literarni reviji Vsesledje, odgovorni urednik zbornika šentjurskih literatov in pomožni urednik za poezijo in prozo pri založbi Kulturni center Maribor. Objavlja v literarnih revijah Sodobnost, Literatura, Mentor, Zvon, Apokalipsa, Hotenja, Rast, Poetikon in mnogih drugih. Njegove pesmi so prevedene v več jezikov. Zadnje leto je pripravil literarno delavnico Poezija in ti, s katero želi mladim približati sodobno poezijo. Delavnico je izvedel v osnovni šoli Zreče, osnovni šoli Podgoro ter na srednji strokovni in poklicni šoli Zreče. V letošnjem letu nadaljuje z delavnicami na osnovnih šolah v naši občini in na šolskem centru Slovenske Konjice Zreče. Na likovnem področju je dolgoletni član Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Je prejemnik 2 zlatih priznanj za izbor na državno tematsko razstavo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, prejemnik 2 certifikatov kakovosti Zveze likovnih društev Slovenije ter prejemnik priznanj za zlato paleto. Razstavlja samostojno in na skupinskih razstavah. Poezija mi v bistvu pomeni življenje, način bivanja. Zato mi prejem tega priznanja pomeni dokaz, da sem na pravi poti in da grem v pravo smer. Za svoje dosežke na literarnem in likovnem področju prejme priznanje ob Slovenskem kulturnem prazniku za leto 2017 Aleš Jelenko. Najprej seveda najlepša hvala županu gospodu Miranu Dolinšku in direktorici Splošne knjižnice Slovenske Konjice gospe Renati Klančnik za podelitev priznanja. Prav tako se zahvaljujem gospe Bredi Slapnik iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki je vložila predlog za podelitev tega priznanja. Priznanja, za katerega sem seveda vesel, da sem ga prejel, vse to pomeni, da je bilo moje ustvarjanje, predvsem na literarnem področju, opaženo in sprejeto kot dobro in kvalitetno. Hkrati pa mi seveda daje nek zanos, da počnem še naprej to, zakaj menim, da ni samo neka moja notranja nuja, ampak tudi družbena odgovornost. Kultura
moramo priznati, je v zadnjih letih porinjena, potisnjena na družbeni rob. Pogosto prezrta, preslišana in skrita. Namesto vrednot, kreativnosti, ustvarjalnosti in lepote so na dan prišle nekatere druge, kot so egoizem, hlastanje po dobičku in neko nenasitno potrošništvo. A vendar naš narod je zrasel na kulturi. In tukaj je potrebno omeniti, da dobra umetnost je vedno malce vizionarska. Zakaj? Zato, ker dobra umetnost je tista, ki ne prikazuje le ali pa kopira družbeno sedanjost, ampak tudi poskusi kreirati prihodnost. In nekoč sem v eni pesmi zapisal en vers, poezija je smrček na pasjem kupcu. In mislim, da to lepo zaokroži moje misli ob prejemu priznanja. Najlepša hvala. Hvala in čestitke Alešu Jelenku. Sledi predstavitev naslednjega nagrajenca. Anton Nuner starejši. Rojen je bil pred 8 desetletji na Frankolovem. Kasneje je živel v Ljubljani, Celju, zadnjih 25 let živi na Tepanskem vrhu. Že več kot 50 let je neotruden pevec, organizator in pobudnik prireditev na področju kulture. Njegovi začetki pevskega udejstvovanja so povezani z moškim pevskim zborom Svoboda Celje in kvartetom Vasovalci. V svoji dolgoletni pevski karieri je sodeloval s številnimi narodno-zabavnimi ansambli, vse od ansambla Borisa Trglava, s katerim je v 2 desetletjih večkrat nastopal na Ptujskem festivalu in posnel 3 zgoščenke, do ansamblov Vikija Ašiča, Ota Roma in ansambla Zeme. Zadnjih 25 let je občan Slovenskih Konjic, predsednik kulturnega društva Tepanje, član cerkvenega pevskega zbora Slovenske Konjice in član moškega pevskega zbora Društva upokojencev Adolf Tavčar. Njegovo izjemno aktivno delovanje pušča sledi tudi izven konjiškega okolja. Bil je aktiven član mešanega pevskega zbora Jurij Vodovnik Zreče, moškega pevskega zbora Vitanje in moškega pevskega zbora Tepanje. Izjemen pevski dar, izkušnje, organizacijske sposobnosti in ljubezen do glasbenega, natančneje vokalnega ustvarjanja so bili povod za ustanovitev Seksteta Lindek. Sekstet ima sedež na Frankolovem, a člani so tudi iz naših krajev. Vse od ustanovitve leta 2010 pogosto nastopajo v okolici Slovenskih Konjic, na koncerti po Sloveniji, večkrat pa so nastopili tudi v tujini. Do danes so pevci Seksteta posneli 3 zgoščenke, 7 videospotov ter 2 oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi, kjer so predstavljali kulturni utrip in lepote naše občine. Ja, res srečen in vesel sem, da mi je življenje podarilo to za mene res vredno bogatstvo, to je petje. Pojem rad, pel sem rad in rad bom še pel, dokler mi bo dalo zdravje. Za svoje dolgoletno pevsko udejstvovanje in neutrudno delo na organizacijskem področju prejme priznanje ob Slovenskem kulturnem prazniku za leto 2017 Anton Nuner starejši. Dober večer vsem.
Res lepa hvala gospodu županu in gospe Renati za podelitev tega priznanja. Zelo sem vesel, da sem prejel to res čudovito priznanje, saj to mi je velik ponos in priznanje za nadaljnje delo in tudi priznanje, da za moje delo dolgo let v kulturi, to je petju, od ansamblov pa do pevskih zborov. Rad pojem, še se bom zapel s mojim prijatelji, člani Sekstet Lindek, eno pesem. Hvala lepa. Res sem pozabil povedati, da je ta pesem, ki smo pravkar zapeli, naj bi bila hvala za to priznanje, ki se je danes prejel. Hvala. Iskrene čestitke Antonu Moleju, hvala članom Seksteta Lindek za prav posebno s pesmijo zapeto zahvalo.
In že sledi predstavitev skupinske nagrade oziroma nagrajencev ob kulturnem prazniku. Klub študentov Dravinjske doline kot lokalna mladinska organizacija na Konjiškem in okolici deluje že od leta 1982. Je ena največjih mladinskih organizacij v lokalnem okolju, ki zastopa interese mladih. Njegovo poslanstvo je ponuditi mladim možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, medsebojno povezovanje in organiziranje aktivnosti s poučno in zabavno vsebino. Izpolnjujejo ga preko delavnic, projektov, okroglih miz, športnih prireditev in kulturnih dogodkov. Mladim ponujajo možnost sodelovanja in ustvarjanja na vseh ravneh delovanja ter jih spodbujajo k razvoju različnih kompetenc in spretnosti. Vedno so odprti za mnenja in predloge, ki jih glede na zmožnosti poskušajo tudi uresničiti. V klub je vključenih več kot 150 aktivnih študentov, sodelujejo tudi drugi aktivisti in prostovoljci. Največji tradicionalni projekt kluba so tako imenovani kulturni. Najprej je bil kulturni teden, nadgradil se v kulturni polmesec, v zadnjih letih pa se je razcvetel v kulturne dneve. Projekt bo letos izpeljan že 20. leto zapovrstjo v času slovenskega kulturnega praznika, ko v čas doktorja Franceta Prešerna študenti iz Dravinjske doline postavijo na oder svojo ustvarjalnost. Vrstnikom in drugim generacijam skušajo približati del solza, smeha, bolečine, ljubezni in radosti iz tankočutnih zrcal ljudi, ki večino leta skromno čemijo za oznako umetnik. Kulturni živijo v široki podpori, beležijo množičen obisk in so medijsko fotogenični. Leto za letom privabljajo Slovenske Konjice številne ustvarjalce. Vsako leto pride tudi več mladih in drugih gostov od blizu in daleč. Kulturni zato nedvomno spodbujajo razvoj in krepitev občutka za pomen kulture in hkrati zagotavljajo vidljivost našega kraja. V svet pošiljajo sporočilo, da v objemu žlahtnih zgodb raste močna kulturna zavest. Vizija kluba, ki zadeva kulturne v prihodnje, je svežih in čistih misli ter divjega srca pripeljati v Slovenske Konjice čim bolj raznolike vire kvalitetne, sodobne in urbane kulture. Veseli nas, da ste prepoznali Klub študentov Dravinjske doline kot enega izmed glavnih soustvarjalcev kulture med mladimi. Še naprej se bomo trudili, da izpolnjujemo naše poslanstvo ter približujemo kulturo mladim. Za dolgoletno kulturno delovanje, kvalitetno izvedbo, sodoben pristop kulturnim dnevom ter širjenje raznolikega kulturnega utripa med mladimi prejme priznanje ob slovenskem kulturnem prazniku Klub študentov Dravinjske doline. Najprej bi se seveda zahvalil gospodu županu Mirjanu Dolinšku ter direktorici Splošne knjižnice Konjice Renate. Veseli me, da ste prepoznali trud Kluba študentov Dravinjske doline. Ob tej priložnosti bi seveda izpostavil delo, trud ter vnemo vseh preteklih predsednikov, aktivistov, članov Kluba študentov, ki so pripomogli do razvoja kulturnih dnevov, ki so se seveda sedaj tudi prelevili v kulturni. Veseli me, da lahko predstavljamo študente v občini Slovenske Konjice, ter se tako trudimo približati kulturo v bistvu populaciji, kjer kultura v zadnjih letih neprestano v bistvu izginja. V ta namen tudi za proslavitev našega največjega pesnika izdajamo pesniško zbirko, ki bo išla 17.2. Zato tudi vas vse lepo vabim na njeno predstavitev. Predvsem bi se rad zahvalil vsem v moji ekipi ter predvsem preteklim predsednikom, ki so tako omogočili, da imamo ta festival, kot ga imamo. Hvala lepa.
Hkrati pa se na tem mestu zahvaljujem za produkcijo filmov Mateju Nareksu, studiu Fotonarex in za pomoč pri snemanju glasovnega dela obrazložitev, novicam in Radio Rogla. Vas pa v nadaljevanju večera prepuščam lokalnim kulturnim ustvarjalcem, plesalcem in baletnikom iz Glasbene šole Slovenske Konjice ter odlomku iz baletne predstave Hrestač.
Thank you.